Župani občin Krško, Sevnica, Brežice, Radeče, Bistrica ob Sotli in Kostanjevica na Krki so na tradicionalnem ponovodetnem srečanju z novinarji predstavili najvidnejše projekte v minulem letu in podrobneje spregovorili o naložbah predvidenih za letošnje leto. Občina Krško je leto 2018 zaključila z realiziranimi 35,5 milijona evrov prihodkov in 37,5 milijona evrov odhodkov. Na januarski seji pa so sprejeli tudi letošnji proračun. 17 milijonov je naložb v letošnjem letu predvideno v proračunu. Glavnina teh naložb, praktično več kot polovica, gre v cestno infrastrukturo. Veliko sredstev pa je namenjenih tudi obnovi obstoječih cest in pa obnovi kanalizacijskega omrežja Jelše-Gorica. Letošnje leto bo prav tako v znamenju gradnje in obnove šolskih objektov in vrtcev. Gre pa za gradnjo vrtca na Senovem in pa srednja knjižnica, to sta dve glavni investiciji, seveda pa imamo še obnovo šole v Koprivnici in pa kulturnega doma, pravzaprav dela z vrtcem na Zdolah. Predlog proračuna občine Sevnica za letošnje leto glede na znane finančne okvirje znaša približno 17,4 milijona evrov. Investicijska sredstva se poleg več projektov z področja cestne, komunalne in družbene infrastrukture namenjajo tudi za odkup zemljišč za nadaljnje umeščanje projektov in prostorsko načrtovanje. Veliko je teh območij. Eno od takih je nadvoz na Savsko cesto, ki ga načrtujemo financirati iz evropskih sredstev, iz dogovora za razvoj regij. Drugo tako območje je tudi Loka. V načrtu je prav tako odkup zemljišč v Boštanju za javno infrastrukturo v poslovnih conah. Nekaj pa je tudi starih bremen. Tukaj mislim na ceste, ki so bile v preteklosti zgrajene po zasebnih zemljiščih in moramo velike napore in velika sredstva nameniti v odmiro. Večina teh lastnikov praktično podari to zemljo, kajti ta zemlja je že zasedena z javno infrastrukturo, vendar so geodetski postopki in ostali postopki dragi in zahteva veliko angažiranja sodelavcev in tudi finančnih sredstev v proračunu. Občina Brežice bo v letošnjem letu na investicijskem področju nadaljevala s projekti, ki so se pričeli v letu 2018, saj je večina naložb zaradi finančne konstrukcije načrtovanih za obdobje 2 let. Imamo razpisanih kar nekaj dvoletnih projektov, kot so pločniki ob železniški postaji, potem urejanje prometne ureditve in pa pokopališča v Brežicah in pa seveda še stari most čez Savo. V letošnjem letu bi pa radi nadaljevali z ureditvijo mosta tudi starega čez Krko in pa seveda z novo investicijo gradnjo vrtca v Artičah. Na področju sodelovanja z državo nadaljujejo z usklajevanji za novi most čez reko Savo in za nadvoz Brezina. Občina Radeče prav tako nadaljuje predvsem z infrastrukturnimi naložbami. V teku sta tudi že 2 projekta, sofinancirana sredstvi CLLD. Smo že pridobili pogodbo za sofinanciranje te naše stare šole na Jagnjenici, kjer bomo obnovili in dali notri vsebino. To sem zelo vesel, skupni projekt bo cirka 200 tisoč evrov. Naprej imamo ta naš posavski ribji krog, kjer bomo uredili ta naša res prelepa trasa za ribičijo, ki nam priznava cel svet, dobiva novo podobo čisto na koncu, ker je poleg ne samo ribolovna trasa, tudi sprehajalna pot, kjer bomo imeli ta res lep ribnik. Tudi tukaj smo dobili 120 tisoč evrov plus naš delež samo DDV. V Kostanjevici na Krki imajo v občinskem proračunu, ki je še v javni obravnavi, med drugim v načrtu izvedbo energetske sanacije osnovne šole, začeti z odkupom zemljišč za regionalno kolesarsko povezavo Krško-Kostanjevica na Krki in obnoviti nekatere lokalne ceste in javne poti. V letošnjem letu pa bodo nadaljevali tudi s pogovori z župnijo Kostanjevica na Krki o odkupu starega Farovža. Mi smo sicer pridobili z naše stranice poročilo, katerega smo predstavili gospodu župniku in celo škofiji naprej. Sicer je potem prišlo do nekega nesporazuma s cenitvijo, koliko je meni znano po določenih informacijah. Tako da mi smo dali stvar ocent, sama cenilna vrednost je znašala 214 tisoč evrov. Mi kot občina
to lahko prodamo, kupimo samo po nižji ceni, po višji ne, s tem so bili oni tudi seznanjeni. Zdaj pa čakamo njihovo reakcijo, kaj se bo pa zgodilo. Sicer pa se bo morala občina Kostanjevica na Krki v letu 2019 ponovno dolgoročno zadolžiti za kritje investicijskih odhodkov v letošnjem proračunu, ki jih je za več kot 2 milijona evrov. Občina Bistrica ob Sotli pa bo v letu 2019 dala poudarek pripravi projektne in ostale dokumentacije za področje vodooskrbe, vsebinskega dela obstoječih obnovljenih objektov, skladno s sprejetimi strateškimi dokumenti pa bo zagotavljala sredstva za intervencije v kmetijstvu in gozdarstvu.